Živijo, sem Tomaž Jensterle, državni prvak v supanju, disciplina šprint. Ta video je namenjen vsem, ki se s supanjem šele spoznavate. Če si ga boste ogledali, boste videli, da je vse skupaj precej enostavno. Začnimo s pripravo supa. Sup razgrnemo na neostro površino, da ga ne poškodujemo, in pričnemo z napihovanjem. Sup napihnemo na ustrezno vrednost. Načeloma drži pravilo, da bolj kot je napihnen, bolj je stabilen in hitrejši je. Napihovanje služi tudi kot odlično ogrevanje, tako da je slaba volja odveč. Ko je sup napihnen, namestimo še smernik, ki služi za ohranjanje smeri. Namestimo tudi varnostno vrvico, ki je naša vez med nami in desko, ko pademo v vodo. Sledi še nastavitev vesla, ki naj bo med 15 in 20 cm nad našo telesno višino. Če bo veslo prenizko, nas bo bolel spodnji del hrbta, če bo veslo previsoko, nas bodo najbrž bolele rame. Najboljši čas za učenje je zgodaj zjutraj ali pozno popoldan, ko se vodna gladina umiri. Z veslanjem začnemo na kolenih, na sredini deske. Ko se počutimo dovolj stabilni in varni, pogledamo okoli sebe, da je voda dovolj globoka, da okoli nas ni kopalcev in lahko ustanemo. Se pravi, stojimo spet na sredini, teža je razporejena na obeh nogah enako, brez nagibov v eno ali drugo stran in poskusimo z veslanjem. Pri zaveslaju je pomembno, da je lopatica vesla obrnjena v pravo smer, da gledamo naravnost in ne v tla oziroma v desko. Zavesljaj pričnemo z pogledom naprej, z iztegnjeno spodnjo roko in pokrčeno zgornjo roko ter seveda pravilno obrnjeno lopatko naprej. Pri osnovnem obratu prestavimo veslo iz strani, kjer veslamo, čez nos deske na obratno stran in močno zaveslamo. Ko nas začne obračati, počasi prestavimo veslo spet na stran veslanja in nadaljujemo z veslanjem.